Lahko bi rekli, da je skupni imenovalec ambientov, ki jih predstavljamo v naših oddajah, to, da niso odprti za javnost. Z nami imate privilegij vstopiti v intimo zasebnih domov. To pomlad pa vas peljemo še v objekte, kamor prav tako ne more vsak, ampak iz drugačnih razlogov. To so protokolarna posestva Republike Slovenije, kamor spadajo posestvi Brdo in Strmol ter vile Bled, Zlatorog, Tartini in Podrožnik. Edina protokolarna posest v našem glavnem mestu je vila Podrožnik. Ponaša se z res velikim parkom, obenem pa zbuja spoštovanje zaradi izvirnih arhitekturnih rešitev. Imeli smo ekskluzivno priložnost vstopiti na posest in tako vam jo predstavljamo s pomočjo strokovnjakov, ki jo poznajo skoraj kot lasten žep. V Ljubljani pod Rožnikom se na čudoviti lokaciji nahaja vila Podrožnik, ki v sebi skriva pravo bogastvo slovenskih umetnin, veliko obrtniškega mojstrstva in pečat Plečnikovega učenca. Tako kot ostali protokolarni objekti ima tudi vila Podrožnik v Ljubljani svojo zgodovino, ki sega več kot stoletje nazaj, domnevno v leto 1910. Takrat jo je ljubljanski trgovec Franc Kolman postavil ob vznožju hriba Rožnik, ob njej pa še objekt za pomožno osebje. Vila ima v 3 etažah malo manj kot 1000 metrov koristne površine, obdaja pa jo zavidanja vreden park, ki meri več kot 3 hektarje. Pred zvedavimi očmi jo skriva zid, namenjena pa je izključno uradnim dogodkom. Krajinski arhitekt Marko Dobrilović je več let raziskoval nastanek parka in njegov razvoj, pozna pa tudi zgodovino vile. Lastniška struktura se je spreminjala. V bistvu zasnova sama kaže to, da je v bistvu bil prostor nekje že pozidan v 17. stoletju, kjer je bila posest imenovana Rožnik. Izpostavil bi mogoče lastništvo Gruberjev, se pravi predvsem Gabriela Gruberja, ki je posest potem prodal družini Zois, ki je potem hipotetično zasnovala določene parkovne poteze ali pa saj gojila drevnino tukaj za potrebe mesta oziroma potrebe njihovih reprezentančnih okolij, njihovih posesti. Potem je po Zoisu je v bistvu prišlo v last družine Kolman leta 1910. Ustne informacije glede parkovne zasnove v času Kolmana sem pridobil s pomočjo njene nečakinje, takrat je še živela in mi je sprejela na obisk in mi je opisala, da je bil vrt izredno barvit, predvsem pa je bil zasnovan v smislu rožnega vrta. Po drugi svetovni vojni sta posestvo in vila z nacionalizacijo prešla v last nekdanje Socialistične republike Slovenije, ki je leta 1947 začela s prenovo vile. Gospod Dobrilović, kako bi opisali park, ki obdaja vilo Podrožnik? Katerem slogu je urejen? Park sam nima čistega sloga oziroma ga ne moramo opredeliti samo v eno skupino. Lahko bi rekli, da je bolj v prostokarinskem slogu, seveda z velikim poudarkom na reprezentančni funkciji oziroma podobi parka, ki jo dojemamo skozi piano nobile, se pravi tega visokega pritličja. Je pa velik poudarek predvsem na rastlinskih motivih in kompozicijah. V parku je bilo nekoč tudi teniško igrišče, sprostitvi pa je bil namenjen plavalni bazen, ki je bil vključen v prenovo vile po vojni. Katere drevesne vrste pa sicer najdemo tukaj v parku? V parku je kar precej dosti zrelih in lepih primerkov rdeče bukve, potem povešave bukve, potem mogočnih hrastov, ki so tu že najbrž kakšnih 100 let, potem imamo tulipanovce, potem imamo kanadske čuge, potem taksodiume, je veliko jevš. Rastline same tu niso zato, da bi ustvarjale ne vem kako izrazite barvne poudarke. Gre se bolj za to, da gradijo prostorsko strukturo v smislu kombinacije različnih oblik drevesnih krošenj, pokrovnih rastlin, grmovnic in tako naprej, da v bistvu ustvarjajo neko tako slikovito prizorišče, ki je zanimivo skozi vse letne čase. Z današnjega gledišča se zdi zanimivo, da je bil v delu parka urejen zelenjavni vrt, na katerem so pridelovali vrtnine za potrebe gostov vile Podrožnik, kar pomeni, da je bilo to samooskrbno gospodarstvo. Zelenje v parku obdaja vilo, ki predstavlja objekt s posebno notranjo intimo,
objekt, ki je hkrati ena najlepših mediteranskih vil v okviru našega prostora. Gospod Zupan, tale vila Podrožnik je doživela bistveno preobrazbo s prenovo, ki jo je vodil Vinko Glanc. Povejte nam kaj o podobi prej in potem. Vinko Glanc je v bistvu fenomen in mi niti ne vemo, da se z njegovim delom srečamo vsak dan. Najprej zaradi tega, ker je Vinko Glanc arhitekt parlamenta, ob tem pa spregledamo gramozno jamo pa spomenik NOB v Šiški, nekaj vil, ki stojijo v Ljubljani, objekte na Brionih, kakšen objekt tudi v Kotorju in seveda tudi najbolj protokolarni objekt grad Brdo. V bistvu je niz teh protokolarnih objektov nekaj tistega, kar je Vinko Glanc naredil po tistem, ko je zaključil in se osamosvojil znotraj Plečnikove šole. In če greva v notranjost te vile, kaj vse skriva? Začniva pri umetnosti. Že arhitektura sama je umetnost, ker iz nje seva, lahko rečemo, tisti principi, ki jih je vcepil svojim najboljšim učencem Jože Plečnik. To je, da moraš uporabljati tisto, kar je zdaj modno. Se pravi, domače naravne materijale, od domačega kamna, ki je ali iz nekih kraških kamnolomov, ali z lesnega brda, ali iz podpeči. In ob tem seveda tudi domač les z domačimi obrtniki. In Glanc je imel takrat veliko srečo, da je bilo takrat še veliko obrtnikov, ki so nekaj dali na svoje znanje, znanja so imeli pa ogromno. In zato je vila sama opremljena ne samo z izjemnim pohištvom, ampak s slikami. Med njimi so nekateri biserčki, ki so, lahko rečemo, do neke mere tudi intimni, kot neko izjemno tihožitje Staneta Kregarja v enem od apartmajev, ali pa tiste slike, ki so v bolj reprezentančnih prostorih, ko stopite v to slavnostno stavbo, na stopnišče, se vi dvigate, tokrat ne proti čitalnici Nuka, ampak proti Piano Nobile, v katerem smo zdaj. In zato, da se ne zaletite v neko steno, je spretni arhitekt tam dal naročiti nek marmorni relief, ki sta ga klesala Zdenko Kalin in Karel Putrih. Znotraj arhitektur, ki jih je delal Vinko Glanc, pogosto nastopa tudi mozaicist Alfio Tambosi, ki je bil italijanskega rodu, ampak je v 50-ih letih delal stalno v Sloveniji. Že vsa ta izjemna stavbna oprema je od kljuke do kljuke, od vrat do vrat nekaj izjemnega, ker je vse bilo takrat še obrtniško izdelano. In takrat so še brali ali pa so se delali, da berejo, zato mora vsaka taka reprezentančna vila imeti knjižnico. In pa tisto, kar nam odpira pogled v daljne dežele. In ker sta bila Kolmana tudi trgovca s porcelanom, je lahko rečemo skoraj neka simbolna nadgradnja v veliki jedilnici okras z različnimi izdelki iz porcelana, se pravi do nekih res izjemnih vas in stenskih krožnikov. Se še kje vidi Plečnikov podpis oziroma podpis njegovega učenca? Ja, teh podpisov je več. Ne govorili smo o materialih, o konceptih. Navzven pa je to najlepše vidno v tistih elementih, za katere je Plečnik govoril, ko se je sprehajal po Italiji, da moramo še vedno hoditi v Italijo se učiti. In tako se je učil tudi Dalmatinec Glanc in je zato lahko rečemo njegove kompaktne stavbe zelo pogosto opremil z zunanjimi čipkami. Te zunanje čipke so grajene in to so balustrade, ki se jih je naučil Glanc delati že pri Tromostovju, ker v začetku je bil tako imenovan Plečnikov kontakt arhitekt pri koncipiranju Tromostovja. Zdaj pa lahko ali Vilo Bled
ali Vilo Podrožnik povezujemo prav s takimi italijaniziranimi balustradami. Ker nekdanji lastnik Kolman ni imel potomcev, je del posesti namenil trgovskim pomočnikom, drugi del pa slepim. Ta plemenita gesta je dolgo ostala prezrta, dokler pred približno 10 leti niso uresničili pobude kiparja in fotografa Evgena Bavčarja, naj Francu Kolmanu postavijo spominsko obeležje. Znani kipar Mirsad Begić je izdelal kip, ki stoji pred vhodom v Vilo Podrožnik. Vila Podrožnik ima posebno mesto med protokolarnimi posestvi Republike Slovenije. Izstopa po svojem intimnem vzdušju in odmaknjeni lokaciji, njeno opremo pa sestavljajo številne umetnine in namenu prilagojena arhitektura. Nedvomno drži, da smo na Vilo Podrožnik lahko upravičeno ponosni.